Kaj glede financiranja domnevnega omrežja Janševe SDS ugotavlja parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo vodi poslanka Golobove Svobode Tamara Vonta? V 2 letih zadnje Janševe vlade so se nenavadno povečala izplačila sinu prvaka, tedaj najmočnejše vladne stranke Žanu Janši. V 2 letih je iz 3 medijskih podjetij blizu SDS prejel več kot 70 tisoč evrov oziroma z ostalimi posli, ki jih je proučila komisija, skupaj 131 tisoč. Krepko naj bi se povečali tudi dohodki urednikov Borisa Tomašiča in Jožeta Biščaka, ki naj bi jima, kot piše v poročilu, v zameno za vodenje propagande SDS zagotavljala obsežne dodatne finančne vire. Razkriva Anže Božič. Že tretje vmesno poročilo parlamentarne preiskovalke o domnevno nezakonitem financiranju strank in novi dokazi, koga in koliko so v mandatu zadnje Janševe vlade financirale Nova TV24, Nova hiša in Nova obzorja. 3 medijske družbe, ki jih komisija povezuje z SDS in jim očita, da so nakazovale izjemno velika finančna sredstva tako imenovanim novinarjem in urednikom, govorimo o gospodu Borisu Tomašiču, govorimo o Jožetu Biščaku, govorimo tudi o Žanu Janši. Slednjemu naj bi se v kratkem času nenavadno povečali posel in prihodki, zaslužil je več kot 131 tisoč evrov, glavni vir pa, tako komisija, poslovno omrežje, ki ga obvladuje SDS in je bilo v veliki meri odvisno od financiranja državnega Telekoma. Zato v tem vidijo klientelizem, konflikt interesov in prelivanje državnega denarja v družinski krog tedaj najmočnejšega politika v državi. Če greš po sledi denarja, potem mislim, da so vsa sklepanja precej logična. Nima pojma o poslovanju, nima pojma o medijih in njen edini namen je diskreditacija Janeza Janše. Sin Janeza Janše dela pri nas pošteno delo, kot je Tijovec, je plačan in je plačan tako, kot smo se mi dogovorili. Žan Janša zadeve ne komentira, je pa za našo rubriko Fokus nedavno odgovoril, da gre za absurd, šlo je le za mesečno vzdrževanje in da če se tako pišeš, si hitro na tapeti. Tudi v SDS niso želeli pred kamero, ampak so spomnili na besede prejšnje predsednice te iste preiskovalke, Mojce Šetinc Pašek, da so parlamentarne preiskovalne komisije namenjene političnemu šovu in obračunavanju ter so del slovenskega političnega cirkusa in natanko to zganja tudi gospa Vonta. Medtem ko je Tomašičeva Nova 24 prek odvetnika Janeza Stuška proti poslanki Svobode vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne zlorabe položaja. Poslovanje zasebnega podjetja je varovano z poslovno tajnostjo, ne sme iti v javnost in prav nobene veze z tem, kar je namen preiskovalne komisije, se pravi ugotavljanje politične odgovornosti. Smo dobili odločitev, torej odredbo sodišča, ki je to enostavno te trditve postavila na laž. Komisija se je sicer podrobno zakopala tudi v prihodke Tomašiča in Jožeta Biščaka, ki jima očita, da so se njuni prihodki od maja 2020 krepko povečali. Prvi naj bi v 2 letih v povprečju služil dobrih 7 tisoč evrov na mesec, aprila 2021 pa iz 3 medijskih podjetij skupaj celo 16 tisoč 500 evrov. Tamara Vonta je lažnivka, nisem pa nagrajen za to, ker nekoga propagiram. Daleč od tega, da bila moja plača primerljiva z direktorji podjetij podobnih firm, ampak sem plačan za svoje delo, po moji oceni bistveno premalo. Bivša predsednica komisije Mojca Pašek Šetinc je zelo jasno povedala, da je bila ta komisija ustanovljena z namenom politične in ideološke diskreditacije političnih nasprotnikov. Natančno in samo v tem smislu dojemam ugotovitve komisije, ki jo vodi tovarišica Tamara Vonta. Ona je zelo široka v interpretaciji pooblastil komisije. Lahko pričakuje tožbo, kot vsi drugi, ki bodo zapisane v poročilu, ki se nanaša na zasebnike, povzemali. Nihče ne manipulira številkami. Kmalu naj bi sledilo še končno poročilo Vonti komisije, ki čaka le še na dokumentacijo o financiranju druge opozicijske stranke, NSI. Ta te sprva ni želela predati, nato pa je sodišče odločilo, da jo mora.